Sedaj bi pa poklicala oziroma prosila še našega člana, tudi kandidata za predsednike Slovenije. Torej bom začel z to Svetim pismom, ker pač mi smo ljudje, Društvo za srečno življenje je društvo, ki izhaja dejansko iz naših src, iz Boga, iz dobrote, iz dobrega in ne iz zla, kateremu vlada praktično ta pedofilna kabala mafija, skratka Satan je trenutno izredno močan. No, in naj se najprej obrnem na ta stavek iz Svetega Pisma, ki pravi: v začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudem. In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela. Torej ta luč, ta beseda je tudi v nas, je v našem življenju in sveti znotraj vsakega od nas. Seveda, ta luč sveti v nas, če služimo dobremu, če služimo zlu, ta luč v nas temni oziroma ne sveti. In če ta luč v nas ne sveti, potem ne služimo svojemu poslanstvu in ne služimo temu, za kar smo prišli v ta svet. No, zdaj, kaj se jim recimo Rimokatoliška cerkva, oni ponovijo en stavek, ki ga je izrekel Jezus in rečejo, to je bila Božja beseda. Seveda, neka stvar, ki je napisana, ni Božja beseda. Božja beseda je dejansko tista, ki izhaja iz čistega srca, ki izhaja iz tvojega in mojega srca, takrat, kadar sem jaz iskren, pošten do samega sebe in kadar sem iskren in pošten do vseh drugih, ki so okoli mene. Se pravi, to je dejansko ta resnica, pravičnost in dobrota in tako naprej. Zdaj, seveda, kako zdaj povečati to moč te besede vsakega izmed nas? To se lahko zgodi tako, da dejansko se zavemo, da imamo dva ega. En ego je lažni ego, se pravi, ta predstava o tem, kdo in kaj si in kaj pomeniš sebi in drugim, in pa tisti pravi ego. Tisti pravi ego pa izhaja iz srca, izhaja iz naše dobrote, izhaja iz sočutja, izhaja iz ljubezni, izhaja tudi iz miru. Dejansko je mir tista osnovna stvar, ki je Bog. Se pravi, zelo pomembno je to, da mi vsak dan posvetimo čas za to, da smo v tem miru. Ker ta mir je ta Božja beseda. Iz tega miru, notranjega miru, izhaja Božja beseda. In tukaj se pravi, kako pa lahko dejansko kako mi lahko povečamo moč te besede. Je pa to, kar je že delno bilo rečeno, kar je povedal Eden in pa tudi ti. Se pravi, ko dejansko ko mi dajemo nesebično karkoli od sebe, in to na način, da ali učimo, ali zdravimo, ali delujemo na drugih področjih. Vsi koraki, ki naj
bi jih delali, a ne, izhajajo iz notranjosti navzven. Ja. In tako se dejansko mi vedno bolj in bolj zavedamo, dejansko je res to zelo pomembno, da se mi učimo prisluhniti svojemu srcu, tej božji besedi, ali pa tej luči, ker dejansko vse to je ena in ista stvar. Tudi Sveti Duh, to je vse ena in ista stvar. Enostavno moramo mi poenostaviti naša življenja in izhajati iz svoje zdrave kmečke pameti, iz intuicije, iz svojega srca. Zato pa je, jaz si vsak dan namenim vsaj kakšno uro ali dve temu, da se poglabljam vase, ker dejansko tam dobivam blagoslovje, tam dobivam darila, tam dobivam notranjo izpolnjenost in to je to, kar mene izpolnjuje in to je to, kar mene osrečuje tudi. Najlepša hvala, Stojan.